hrestač. Na božični večer Klara sedi ob oknu in zasanjeno gleda snežinke, ki tiho padajo na mehko snežno preprogo. Spodaj se starši veselo pripravljajo na božično zabavo. Klara je zelo radovedna, vendar ji je mama naročila, naj z bratom Fricem prideta dol šele, ko bo vse pripravljeno. V kuhinji je goska že v pečici. Piškoti v obliki zvezd, angelov in majhnih božičnih drevesc so okrašeni sladkornim prelivom. Na mizi so velike sklede zelenjave in omak. Vse diši omamno. Klara in Fric komaj čakata, da bosta poskusila vse to. Odtihotapita se po stopnicah in skozi odprta vrata poskušata ugledati božično smrečico. Drevo je ogromno, videti je še večje kot prejšnje leto in okrašeno je čudovito. Z vej visijo bleščeči okraski, zlate girlande, sladkorne palčke in vse vrste figuric. Vendar Klaro in Frica zanima le to, kar leži pod drevesom – darila. Klara vidi punčko v prelepi rožnati obleki, voziček za punčko in majhen dežnik. Velik vlak in vojaška uniforma z lesenim mečem sta gotovo za Frica. Poleg teh igrač je še več presenečenj in obilo sladkarij. Klara in Fric sta tako vznemirjena, da pozabita, da še ne bi smela priti dol. Skupaj planeta v sobo. Mala poredneža, jokara mama. Trudi se biti resna, vendar ko vidi otrokova vesela obraza, si ne more kaj, da se ne bi nasmehnila. Takrat pozvoni pri vratih. Stric Drosselmayer, vzklikneta Klara in Fric. Stric Drosselmayer ni njun pravi stric, temveč je očetov dobri prijatelj. Njegov nagubani obraz je videti nekoliko smešen, vendar se zdi, kot bi mu v očeh plesale lučke. Oblečen je praznično, na sebi ima barvito obleko in na skoraj plešasti glavi nosi lasuljo z velikimi belimi kodri. Klara in Fric ga imata rada. Stric Drosselmayer ne pripoveduje le najboljši zgodb, temveč je tudi mojstrski rokodelec. Vsak božič otrokoma prinese posebno darilo, ki ga izdela sam. Tokrat jima podari grad s stolpiči in zastavami. Za okni so majhne lutke. Ko Klara obrne ključ, začne igrati glasba in lutke začnejo plesati. Vse plešejo na isto melodijo. Klari je zelo všeč, Fric pa se začne kmalu dolgočasiti.
raje bi imel nekaj, s čimer bi se res lahko igral. Meni, da je vojska kositernih vojakov, ki jih je stric Drosselmayer izdelal posebej zanj, veliko bolj vznemirljiva. Tudi Klara dobi podobnega vojaka, vendar ima njen veliko glavo in vrsto ogromnih zob. To ni le vojak, reče stric Drosselmayer. Z njegovimi zobmi lahko treš prave orehe. Daj, poskusi. Fricu se zdi hrestač trapast, Klari pa so zelo všeč njegove velike, prijazne oči. Klara vzame hrestača v naročje in mu pusti, da zanjo tre orehe. Poišče najmanjše, da njenemu malemu prijatelju ni treba odpreti ust preveč na široko. Tudi Fric hoče poskusiti, vendar ni tako previden kot sestra in med vojakove zobe porine največji in najtrši oreh, kar jih najde. Krak! Zlovešče poči in vojakovi trije prednji zobje se odlomijo. Zdaj je videti še bolj smešen. Glej, kaj si storil! Klara ima solze v očeh. Za trenutek se zdi, kot da so tudi vojakove oči žalostne. Ne skrbi, reče stric Drosselmayer. Jutri ga bom popravil. Nocoj pa praznujmo. Klara sploh ni pri volji za praznovanje. Vesela je, ko je večera konec in odidejo vsi gostje domov. Da ga ne bi ranila, prime hrestača zelo previdno, ga odnese v sobo in položi zraven postelje. Tisti večer Klara težko zaspi. V postelji se obrača in ne more nehati misliti na to, kar se je zgodilo njenemu ubogemu hrestaču. Hiša je tiha. Klaro pa nenadoma prestraši šelestenje in tiho cviljenje. Vse glasnejše postaja in zdi se, da glasovi prihajajo z vseh kotov njene sobe. Klaro je strah in stisne se tako globoko pod odejo, kot se lahko. Potem se zgodi nekaj čarobnega. Nenaden blisk razsvetli njeno sobo in zdi se, da se vse okoli Klare vrti. Začuti, kako se krči, dokler ni tako majhna kot ena njenih punčk. Zdaj lahko vidi, od kod prihaja vse tisto šelestenje in cviljenje. Po sobi koraka ogromna mišja vojska, ki jo vodi kralj. Mišji kralj ima zlobne majhne oči, ostre, nevarne zobe, na glavi pa veliko zlato krono. Videti je naravnost strašljiv. Klara se prestrašeno ozre naokoli. Mišja vojska jo je obkolila. Nikamor ne more. V napad, zakliče glas za Klaro. Oglasi se hrestač. Njegovi polomljeni zobje so spet celi
in za njim stojijo Klarine punčke in igrače skupaj s Fricovo vojsko kositrnih vojaščkov. Celo Fricov vlak je tam. Preden se Klara zave, kaj se dogaja, se miši in vojska igrač spopadajo. Klarine punčke se dobro upirajo, vendar zlobnim mišim niso kos. Kmalu se zdi, da bo vojska igrač bitko izgubila. Klara mora nekaj storiti, hitro, kolikor jo noge nesejo, steče v Fricovo sobo in poišče leseni meč. Potem vidi, da stoji Hrestač tik pred strašnim mišjim kraljem. Z vso močjo mu vrže meč. Hrestač ga ujame in z enim močnim zamahom pokonča mišjega kralja. Vreščeče in cvileče se mišja vojska razbeži. Klara in njene punčke si globoko vdahnejo. Hvala, Klara, reče Hrestač z nežnim glasom. Brez tvoje pomoči ne bi nikoli premagal groznega mišjega kralja. Zdaj bo urok lahko preklican. Veš, nisem bil vedno lesena lutka. Potem ji pove neverjetno zgodbo o tem, kako je postal Hrestač. Nekoč je živel kralj, ki je ljubil zabave. V palačo je pogosto vabil svoje prijatelje. Kraljica je spekla svoje slavne pite. Nekega dne, ko je kraljica pripravljala še eno slavnostno večerjo, je slišala mehko škrbljanje mišjih tačk. Bila je mišja kraljica, ki je svojo mišjo družino živela v kleti. Vsake toliko pa je prišla gor po prigrizek. Naj poskusim, je prosila svojim visokim, cvilečim glasom. Tudi jaz sem kraljica in rada bi poskusila. Kraljica je bila dobre volje in je mali miši dala nekaj mehkih kosov mesa. Miši kraljici so se zdeli zelo okusni. Kose je enega za drugim pograbila s svojimi majhnimi mišjimi tačkami in jih z veliko slastjo pojedla. Potem pa so se pojavili strici in tete mišje kraljice, njene sestrične in nečaki, za njim pa še njenih 7 osornih mišjih sinov. Skakali so vse lonce in ponve v kraljevi kuhinji in kmalu od slavnostne večerje ni ostalo nič, razen nekaj drobtin kruha. Z lici zardelimi od sramu je morala kraljica povedati možu, da zabava odpade, ker ni hrane. Ko je kralj slišal, kaj se je zgodilo, se je tako razjezil, da je ukazal, naj grad napolnijo z mišolovkami. Kmalu so polovili vse miši na gradu, razen mišje kraljice. Ona je bila preveč bistra, da bi se pustila uloviti v past. Ko je ugotovila, da so njeno ljubo družino polovili in jo vrgli z gradu, je bila besna. Vsi boste plačali za to, je zacvilila. Kar pa čakajte, ko boste imeli otroka, se vama bomo z mišjo družino maščevali. Kralj se je grožnji smejal.
A ko se je nekaj let pozneje rodila njuna hči, je bila kraljica zelo previdna. Mali princesi je bilo ime Pirlipat in spala je v ogromni postelji, v kateri je bilo z njo vsaj 20 mačk. Tam so bile zato, da bi poskrbele, da nobena miš ne bi mogla priti do deklice. Sprva so mačke močno pazile nanjo, vendar so čez čas zaspale ali se začele igrati. Tako se je neke noči mišja kraljica lahko maščevala. Splezala je na posteljo in ubogo princeso ugriznila v obraz. Princesin lepi obraz se je spremenil. Njena usta so postala ogromna. Imela je velike, ostre zobe. Njen sladki nasmeh pa se je spremenil v grozno režanje. Princesa je odraščala in njena usta so postajala vsak dan večja. Tudi njeno vedenje je postajalo vse bolj nenavadno. Jedla je le oreščke, ki jih je trla s svojimi kot britev ostrimi zobmi. In vsakokrat, ko je zagledala svoj odsev v ogledalu, je zbežala stran, kričeča od groze. Kralj in kraljica sta imela hčerko zelo rada, čeprav ni bila več videti kot princesa in čeprav je samo še trla orehe. Zdravnike in profesorji iz vse dežele so vabili, da bi jo pozdravili, vendar se nihče ni domislil rešitve. Nekega dne pa je v palačo prispela drobna starka. Napovedala je, da bo princesa spet postala prava princesa, če se bo našel mladenič, ki bo strl najtrši oreh v deželi in ji ga podal, ne da bi ga njen obraz prestrašil. Vendar jih je starka tudi posvarila. Če princesa mladeniča ne bo ljubila, bo on naslednja žrtev uroka. Kralj je princu, ki bi prelomil urok, obljubil celo kraljestvo. Seveda je upal, da bo njegovo hčer rešil princ. V palačo so prihajali princi od blizu in daleč, vendar so si na orehu polomili zobe, ali pa jih je princesin obraz tako prestrašil, da so zbežali. Kmalu so vsi princi poskusili srečo, vendar je bila princesa Pirlipat še vedno videti grozno. Kralj in kraljica nista več vedela, kaj naj storita. Nekega dne pa je v palačo prišel vojak. Čeprav je bil navaden vojak, je bil izredno pogumen. Imel je močne zobe in še nikoli v življenju ga ni bilo ničesar strah. Princesina ogromna usta in njeni kot britev ostri zobje ga niso prestrašili in zelo si je želel osvojiti njeno srce. Kot bi trenil je strl oreh
in ga dvorljivo ponudil princesi. Starkina napoved se je uresničila. Ko je princesa vzela vojakov oreh, je bil urok mišje kraljice prelomljen in strašna spaka se je spremenila v princeso s prelepim nasmehom. Nato pa se je zgodilo nekaj, česar ni nihče pričakoval. Princesa ni videla, kako pogumen in čeden je bil vojak. Namesto da bi se zahvalila, je začela jokati. Oče, mati, je hlipala. Nočem se poročiti s preprostim vojakom. Princesa sem in rada bi se poročila s pravim princem. V trenutku, ko so bile besede izrečene, so vojakova usta postala večja in spremenil se je v leseno lutko. In tako je Hrestač zaključil zgodbo. Sem postal Hrestač. Zavedno bi bil obsojen na boj s tistimi grdimi mišmi, če mi ti ne bi pomagala. Pridi, Klara, zdaj, ko je grozni mišji kralj mrtev, ti lahko pokažem, od kod prihajam. Hrestač prime Klaro za roko in nenadoma nista več v njeni sobi. Sredi jezera sta v zlatem čolnu, ki ga vlečeta dva delfina. Klara ne more verjeti očem. Ko čez rob čolna pogledata v vodo, za trenutek misli, da v vodi vidi obraz princese Pirlipat. Princesa Pirlipat je gotovo najlepša princesa na svetu, zavzdihne sanjavo. Hrestač se zasmeje. V vodi ne vidiš Pirlipat, Klara, to je tvoj odsev. Klara uživa v vožnji s čolnom. Plujeta mimo vsaj 20 majhnih vasi, ki so vse videti nenavadne. Hiše so kot igrače, na drevju pa namesto sadja rastejo sladkarije. Kamorkoli gresta, ima ljudje široko nasmejani mahajo. Vse je videti kot ena velika zabava. Prispela sva, reče Hrestač ponosno, ko se iz megle prikaže ogromna palača. Stolpiči so čudovito okrašeni z barvitimi zastavicami. Podobna je gradu, ki ima ga je stric Drosselmayer podaril za božič, vendar se zdi, da ta palača lebdi na oblakih. Hrestač skoči iz malega čolna, še preden prideta do obale. Sladkorna vila naju čaka. Ko prispeta do vrat palače, Klara zasliši glasbo. Tako veselo zveni, da si Klara ne more pomagati. Naredi nekaj plesnih korakov, že naslednji trenutek pa jo obkrožajo lepe balerine. Klari in Hrestaču pomignejo, naj jima sledita. To so spletične sladkorne vile, reče Hrestač.
ves dan plešejo. Na žalost poznajo le en ples in tega vedno znova in znova ponavljajo, doda opravičujoče. Vendar Klari ni mar. Ne more si predstavljati, da bi se lahko kdaj naveličale plesa ali glasbe. Klara in Hrestač sledita balerinem skozi labirint soban in hodnikov, dokler ne prispejo v veliko dvorano. Sredi dvorane sedi čudovita gospa na imenitno okrašenem prestolu. Sladkorna vila, zašepeta Hrestač Klari. Klara, reče sladkorna vila s kristalno čistim glasom. Zelo pogumno dekle si. S tvojo pomočjo je moj prijatelj Hrestač premagal mišjega kralja in njegovo strašno vojsko. Zdaj, ko so miši zavedno izginile, lahko končno zlomimo rok mišje kraljice. Sladkorna vila trikrat ploskne z dlanmi. Sobo napolni čudovita svetloba, ki skoraj oslepi Klaro. Vse okoli nje je ožarjeno v modri in rožnati barvi kot čudoviti zimski sončni zahod. Nenadoma poleg nje stoji čeden mlad vojak. Rešila si me, Klara, reče vojak nežno, in Klara takoj prepozna Hrestačev glas. Tako drugačna si od princese Pirlipat. Ona ni mogla ljubiti preprostega vojaka, ti pa si me imela rada, čeprav sem bil le trapasta, lesena igrača. Tega ne bom nikoli pozabil. Vojak se nasmehne Klari, nato pa stopi do sladkorne vile. Prikloni se ji poljubi roko in jo povabi na ples. Spet zadoni glasba, čarobna in lepa. Klara gleda svojega pogumnega in prijaznega prijatelja, kako pleše sladkorno vilo. Zdi se, da lebdita skozi sobano in vse okoli njiju začne žareti. Potem si jima pridružijo balerine in začnejo plesati. Vse skupaj je osupljivo lepo. Klara se ne more spomniti, kdaj je bila nazadnje tako srečna. Vendar začne glasba izginjati in Klarine oči postajajo težke. Tako težke, da jih ne more več držati odprtih. Božični dan je. Klaro zbudi razbijajoč zvok, za katerega se zdi, da prihaja iz kuhinje. Ozre se okoli sebe. Ni več na gradu sladkorne vile, spet je v svoji postelji. In spet je tako velika, kot je bila prej. So bile vse le sanje? Nato Klara ob vznožju postelje zagleda Hrestača. Njegovi zobje niso več polomljeni,
in za trenutek se zdi, da se ji smehlja. Spodaj, ob božičnem drevesu, se Fritz igra s svojimi kositernimi vojaki. Kako čudno, zamomlja, ko vidi Klaro. Včeraj so bili novi in bleščeči, zdaj pa so videti, kot bi prišli z boja. Mar veš, kaj se je zgodilo? Klara pove Fritzu celotno zgodbo o bitki z mišjim kraljem in o princesi Pirlipat ter sladkorni vili. Fritz jo pogleda in se zasmeji. To so bile le sanje, reče. Vendar Klara ve, kaj je videla. Trdno objame Hrestača in si zaželi, da bi bil vsak naslednji božični večer tako čaroben kot ta.